pozdravljeni, dobrodošli na srečanje pod Lipami, ki prireja Kulturni center Bratoštvo v sodelovanju s krožkom Anton Gregorčič, tokrat pa tudi v naši družbi slavistično društvo Drzgovica Videm. Nocojšnja gostja je profesorica Lojzka Bratuš, vsestranska kulturna delavka, ki v naši sredi prisrčno pozdravljamo. Lojzka je pred nekaj meseci praznovala svoj rojstni dan, takrat smo ji voščili ob rojstnem dnevu. Danes pa izkoristimo to priliko, da v imenu naše goriške skupnosti se ji zahvalimo za vse njeno delo, ki ga je opravila skozi vsa desetletja. Draga Lojzka, najlepša hvala. Iskreno smo ti hvaležni in želimo še veliko zdravja, Božjega blagoslova in veliko tudi posebnih zadoščenj. Nocojšnji večer bodo sooblikovala tudi gojenca Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Pomel, Manuel Peršolja in Jure Ožinel, ki nam bosta zaigrala skladbo Astorja Piazzole. Prosim.
Sedaj pa predajam besedo profesoricam, gospe Mariji Pevjevec, Nedi Zoget in Olgi Lubinc. Prosim. Hvala lepa. Spoštovani gostje in dragi prijatelji, prav lepo pozdravljeni na današnjem večeru. Pri Slavističnem društvu Trst Gorica Videm, krožku Anton Gregorčič in kulturnem centru Lojze Bratuš smo si ta večer že pred časom zamislili kot poklon profesorci Lojski Bratuš ob življenjskem jubileju. Točen datum jubileja je sicer za nami, svoje je naredila tudi bolezen, vendar mislim, da je vsem nam skupno zadoščenje, da je do tega večera le prišlo in da se lahko skupaj poklonimo univerzitetni predavateljici in vsestranski kulturni delavki. Ko sem razmišljala, kako bi lahko strnila bogato delovanje Lojske Bratuš, sem se spomnila svojega prvega srečanja z njo. Bilo je kar nekaj let od tega in z družino smo bili ravno tu v Gorici, na Travniku. In mama me je opozorila na gospo, ki je ravno tedaj prihajala iz cerkve svetega Ignacija. Vidiš, to je profesorca Lojska Bratuš, organistka. Zame osnovno šolko je bilo seveda vse novo, vendar v spomin se mi je vtisnila mamina oznaka, organistka. Pri njej to ni bila naivna nevednost, taj sta se za naš naslavljenko kar dobro poznali, temveč je šlo za spoštovanje, ki se je zgostilo v eno samo besedo. Naj obrazložim. Cerkveni organist ni koncertant, on ne spremlja petje, ampak bolj skrito, na koru. Tako da je vedno nekoliko v ozadju in obenem nepogrešljiv. Svoje poslanstvo organist udejanja tako rekoč v Božjo slavo ali za narodov blagor, vendar v najplemenitejšem pomenu tega izraza. Organist namreč ohranja pomemben del slovenske kulture in jo obenem predaja naprej. Označiti Lojsko Bratuš kot organistko je torej pomenilo izkazati globoko spoštovanje in ji dati največje priznanje, ker ob odmevnejši univerzitetni raziskovalni dejavnosti je kot organistka imela posluh tudi za spremljavo cerkvenega petja, brez katerega bi bila slovenska kultura bistveno siromašnejša. In torej, če povzamem, France Prešeren in Vinko Vodopivec ali Mirko Filej kot stebri iste hiše, ki se ji pravi slovenska kultura in ki na več načinov odraža dušo slovenskega človeka in veličino njegovega izrazja. Že tu je razvidno, da je za profesorco Lojsko Bratuš kultura pač širok pojem, ki zaobjema več plati, tako raziskovalno delo kot prosvetno in pedagoško dejavnost, vse tri pa se med sebojno dopolnjujejo. Poglejmo. Kot raziskovalka se je Lojska Bratuš poglobila predvsem v doprinos Goriške k slovenski kulturi in pri tem je bilo njeno delo marsikdaj pionirsko. Z objavo slovenskih pridig Karla Mihaela Artemsa, prvega goriškega knezoškofa, je na primer osvetlila poznavanje naravo slovenskega jezika v preteklosti in to tudi med višjimi sloji, kar je bilo neznano ali sporno, vsaj do 80-ih let 20. stoletja. Kulturni pomen Goriške in širše Primorske je Bratuževa počrtala v obsežnih monografijah o goriški preteklosti, o primorski kulturni dediščini in sploh v temeljni goriški knjigi. V teh monografijah najdejo svoje mesto znane in manj znane slovenske osebnosti, ki so oblikovali značaj obsoškega mesta in Goriške nasploh. Slednja pa je iz zgodovinskega vidika bistveno obsežnejša od območja, ki so ga definirale kasnejše razmejitve. In v knjigah Lojske Bratuš lahko tako beremo o slovenskih rokopisih iz 18. stoletja, o Simonu Gregorčiču, Janezu Svetokriškem in drugih baročnih pridigarjih, pa še o Ivanu Preglju, Franju Erjavcu ali o patru Stanislavu Škrabcu, da omenim le nekatere teme in osebnosti. Vsaka življenjska usoda predstavlja nekakšno ogledalo dobe in prostora in tudi obravnavani avtorji ali tematike nam pomagajo, da dvignemo zastor nad kulturnimi tokovi, iz katerih Goriška ni bila izvzeta. Raziskovalna dejavnost Lojske Bratuš torej ni osvetlila le posameznih likov v literarno-zgodovinski galeriji,
temveč je izpostavila bogatstvo in večplastnost goriške kulture od najbolj oddaljenih obdobij vse do današnjih dni. Bratuževa ni le pisala o tem v svojih knjigah, temveč je s članki in referati sodelovala tudi na številnih strokovnih srečanjih in simpozijih. In marsikaj tega je tudi v italijanskem prevodu, kar odraža željo po prepoznavanju slovenske kulture tudi v neslovenskem okolju. Zanimanje profesorce Bratuž za slovensko literarno ustvarjanje pa sega tudi na Tržaško, saj je v razpravah obravnavala med drugimi tudi oba nestorja slovenske zamejske književnosti, torej Borisa Pahorja in Alojza Rebulo, in o slednjem je tudi uredila zbornik o priliki njegove 80-letnice. Ob tolikšni raziskovalni vnemi ne gre spregledati njenega didaktičnega dela. Njena pedagoška dejavnost sega v leta poučevanja na goriških šolah in gre za tem univerzitetno obdobje, ko je službovala v Vidmu in občasno v Trstu in Novi Gorici. Na Videmski univerzi, kjer je sodelovala s profesorjem Martinom Jevnikarjem, so študenti lahko sledili njenim predavanjem iz slovenske književnosti ter ob njenem mentorstvu tudi diplomirali iz tega predmeta. Sočasno pa je Bratuževa ohranila živ stik s slovensko šolo, saj je z Marijo Pirjevec uredila tudi učbenik o slovenskih avtorjih v času realizma in moderne, ki ga dijaki marsikje še vedno uporabljajo pri pouku. Ob vseh službenih dolžnostih je Lojzka Bratuž vedno tudi drugače živela in ustvarjala kulturo. Poznamo je namreč kot organistko in pevovodjo, dejavno v okviru Združenja cerkvenih pevskih zborov ter sodelavko Goriškemu horjevi družbe. Njene prispevke lahko beremo v revijalnem tisku in kot leksikografka se je Bratuževa podpisala pod več kot 40 gesel v primorskem slovenskem biografskem leksikonu. In ob tem je avtorica orisov znanih osebnosti, po katerih so poimenovane slovenske šole. In še bi lahko naštevala. Pač živ dokaz predanosti ne poklicu, temveč kulturnemu poslanstvu. To so le utrinki iz njenega vsestranskega raziskovalnega in prosvetnega dela, ampak ob tej tudi samo nakazani razvejenosti ne presenečajo priznanja, ki jih je bila Lojzka Bratuž deležna v teku let. To so častno članstvo Slavističnega društva Slovenije in nagrada Vstajenje za življenjsko delo. Ob tem tudi priznanje Pro Ecclesia et Pontifice in naslov Komendnik Republike Italije. Tudi Republika Slovenija se je poklonila in sicer s častnim občanstvom Nove Gorice, predvsem pa z redom za zasluge z utemeljitvijo, navajam, da je Lojzka Bratuž zaslužna pri uveljavljanju, razvijanju in širjenju slovenske kulture in jezika v Italiji ter za znanstveno strokovno delo. Konec navedka. In slednjič, Lojzka Bratuž je bila 7 let tudi predsednica našega slavističnega društva. Z občutljivo umirjenostjo, ki je lastna, je vodila naše delovanje, nas spodbujala, a se vendar tako zelo nerada izpostavljala v javnosti. To je res skromnost osebe, ki dojema vsak svoj korak kot samoumevno gesto kulture. Kot organistka pač, redko v ospredju, a nepogrešljiva. Poseg sem si zamislila tako, oziroma pa si Lojzko zamislili tako, da bova spregovorili o njenem delu, da bo ona odgovorila na nekatera moja vprašanja, povezana z njenim strokovnim in znanstvenim delom, ki je v resnici ogromno. Ko sem te dni listala po njenih knjigah, od prve knjige, to je slovenske goriške pridige Karla Mihaela Artemsa, sem strmela nad
vsem tem, kar je ona naredila v teh desetletjih. Z Lojzko Bratušovo se poznava ne nekaj let, ampak vrsto desetletij, da ne rečem pol stoletja skoraj. In spoznali sva se prvič v Ljubljani na poletnem seminarju slovenskega jezika, literature in kulture, kamor naju je zanesla pot iz ljubezni do slovenske književnosti, pa tudi seveda iz slovenskega jezika. No, potem nekaj časa sva se nekje zgubili, bi lahko rekla. Ko pa so mi predlagali, naj pripravim berilo za višje srednje šole, in sicer za 3. razred, od realizma do moderne, in se mi je zdelo to delo preobsežno, glede na vse obveznosti, ki sem jih imela v šoli in na univerzi, sem se spomnila na njo in sem se obrnila na njo s prošnjo, da bi tudi ona sodelovala pri tej knjigi. Ona je zelo rada sprejela in od takrat sva se tesneje povezali in sodelovali do danes. Spremljali sva delo jaz njeno, ona moje, si pomagali, si svetovali, si sugerirali mogoče tudi kakšen naslov pri nekaterih knjigah. In torej, mislim, da je bilo najino sodelovanje zelo plodno in da je obrodilo sadove, svoje sadove, vsekakor. Jaz torej bi rada Lojzki na današnjem večeru nekako dala nekaj vprašanj v zvezi z njenim delom, ampak še prej bi jo rada vprašala, kakšna je bila v njeni družini bralna kultura, družinska bralna kultura, ki je po vsej verjetnosti vplivala tudi na poznejšo življenjsko odločitev. Vse to je res. Mislim pa, to o družinskem okolju jasno, da se je vedno pri nas, kar pomnim, so v naši hiši. Smo imeli knjige kot otroci, spomnim se recimo njih majhnih takih izdaj o nesrečah gospoda Kozamudnika, nekaj podobnega, in drugo Poredni Bobi. To mi je ostalo tako spominjal, no, potem pa seveda vse druge stvari, kar nas je najbolj zanimalo. Ampak kot sem že prej povedala, za televizijski razgovor, mislim, da je ostala vedno Gorica središče tega mojega raziskovalnega dela in da goriška preteklost, goriška sedanjost, morda tudi pogled v bodočnost. Vse je vezano z Gorico. Res je to, vse svoje raziskovalno delo je Lojzka usmerila to področje in iz enostavnega razloga to goriško območje, pa tudi tržaško in primorsko nasploh, je naša literarna zgodovina večkrat puščala nekako ob strani, zanemarjala. In Lojzka Bratuš se je zavedala, da je treba marsikaj prav na tem področju storiti. In resnici je naredila marsikaj. Njeno moje prvo vidnejše delo, ki je išlo v knjigi leta 1993, so slovenske pridige Karla Mihaela Ahtemsa. Ta publikacija
je edinstvena, izjemno pomembna in sicer iz več razlogov. Meni se zdi, da predvsem zato, oziroma tudi zato, ker dopušča novo pojmovanje vloge, ki jo je imela v preteklosti slovenščina v tem etnično prostoru. Ne? Zakaj? Adams ni bil Slovenec. In bil je Lemič neslovenskega rodu, prvi goriški načkov. In se je lotil pisati pridig v slovenščini. No? In to se pravi, da slovenščina ni bila tako zapostavljena, kot smo večkrat brali v starejših literarnih, predvsem starejših literarnih zgodovinah. In da je imela pač neko svojo težo, tudi v preteklosti nek svoj pomen. No, mene zanima, kakšna je ta Adamsova slovenščina. Adamsova slovenščina je pač slovenščina človeka, ki se je s tem jezikom moral ukvarjati. On je recimo sam povedal nekoč v cerkvi Svetega Ignacija, pridig, da se tam, v tej cerkvi, pridiga in govori v več jezikih in je navedel poleg latinščine in slovenščine še italijanščino in furlanščino. Vemo, da se je on sam tudi z nemščino ukvarjal. Vemo, da je bil zelo razgledan človek in to me je verjetno v njem očaralo. V njem nisem vedela čisto nič. Čisto slučajno sem v nekem srečanju v Tolminu je italijanski profesor duhovnik Luigi Tamano omenil, da se v Gorici nahajajo nekje v arhivih njegovi rokopisi. In seveda, ko sem se vrnila v Gorico, sem šla najprej v Semešno knjižnico in tam sem odkrila neverjetne stvari. Pravi zaklad. Pravi zaklad. Popolnoma neznano mi je bilo vse o njem. Res se mi je čudno zdelo, da se je on slovenščine toliko naučil. Jasno, da je moral nekaj znati, ker se je velikokrat hodil okrog in po svojih pastirskih obiskih in tam je jasno govoril slovensko, nič drugega. In zato je pa njegova slovenščina nekoliko, kaj bi rekla, včasih seveda pogovorna in tudi veliko narečenih oblik, ampak to pa čisto nič ne moti. Ja, mene bi tudi zanimalo, torej, kakšno jezikovno inačico je kot neslovenec uporabljal pri pisanju svojih pridig. Torej, tega resnično ne moramo vedeti. Ne moramo Ker je vedeti. samo sebi malo je povedal in verjetno je da to nujnost, ker je to ta jezik mora uporabljati in da se je potem pač pomagal, kot se je moral. Ampak narečne oblike so v njegovih pridigah, ki jih je zelo veliko. Hodil okrog po raznih krajih in tam je povsod govoril pač, oziroma poslušal slovensko narečje in zato ni nič čudnega, če je ostalo vse to tudi v njegovem jeziku. Če bi te njegove pridige primerjali, sicer nastali so kasneje, pol stoletja kasneje, s pridigami Svetokriškega, kaj bi lahko ugotovili, glede recimo sloga, v čem se razlikujejo, če se razlikujejo? Prav gotovo se razlikujejo, ker ta naš Vipavski, kaj bi rekla, Svetokriški, ja, mislim, je poznal svoje narečje in je
tudi uporablja grešna oblika, samo drugače kot Aten. Verjetno je njegov jezik resnično boljši kot jezik samega Atena. Ja, to je nujno, ne? Ker Aten se je naučil slovenščine, medtem ko Svetokriški jo je govoril od rojstva tako naprej, tako rekoč, ne? Ampak glede sloga, kaj bi se reklo? Slog pridik Svetokriškega je baročni slog, izrazito baročni, ne? Medtem ko pri Atensu opažaš to, da ni samo baročni, tudi klasičen, vendar ne samo baročni. Ne samo baročni. So tudi mogoče elementi razsvetljenja v njegovih zgodbah, ne? No, 3 leta po izdaji Atensovih slovenskih pridig si objavlja izredno obsežno knjigo Gorica v slovenski književnosti. To je leta 1996. No, zanima me, kaj te je pravzaprav spodbudilo, da si se lotila tega monumentalnega dela? Kar sem že prej omenila, da se mi je vedno zdelo, da je Gorica nekoliko zapostavljena. In da bi se dalo o tem mestu, o Goriški deželi nasploh, veliko povedati. In zato sem se lotila tega in veliko stvari prebrala, kar je o Gorici v slovenskih književnosti, in sem videla, da je res zelo veliko. In mislim, da ste šli tudi. Ampak avtorji niso samo Goričani oziroma Primorci, ne? Temveč iz celotnega slovenskega področja, ne? Ki si jih recimo Jurčič, Župančič in cela vrsta drugih, ne? No, a misliš, da bi se dalo na kakšen način razmišljati o posebnostih slovenske književnosti, ki je nastala prav v tem prostoru? A so kakšne razlike, recimo, če primerjamo to književnost s književnostjo iz osrednje Slovenije, ne? Mislim, da je, recimo, pripričana, da je to področje še zelo široko in da bi bilo treba verjetno, da bi se moral nekdo lotiti raziskovanja in pač ugotavljati, katere so tiste mogoče tipološke značilnosti te literature. Recimo to, da je zanjo kot za tržaško književnost, ki je po mojem značilen nek trden sestav vrednot. In med temi vrednotami sta v prvi vrsti narodna ideja in pa jezik. Mislim, da lahko primerjamo to literaturo s tržaško literaturo. In recimo tudi pisatelji, če vzamemo Preglja, če vzamemo tudi pesnike, recimo tudi Ljudko Šovljevo, vidimo, da so slogovno izredno ambiciozni. Ali Vugo, recimo, Saša Vuga, izredno ambiciozni. To je tudi značilnost tega prostora. Recimo naši pesniki, tukajšnji, pišejo sonete. Potem, ko primorski pesniki, potem, ko recimo iz sosednje Slovenije skoraj nihče ni več uporabljajo te oblike, so naši pesniki tukaj tudi recimo v 20. stoletju, da ne govorimo o 19. stoletju, uporabljali to obliko, ki je izredno zahtevna. Torej, slogovno so gotovo zelo ambiciozni. No, tržaških avtorjih in ni mogoče mimo Grudna, ne? Ja, seveda, pa potem recimo Rebula, To sploh, ja. Rebula, recimo njegov slog je primer, kaj
iz jezika lahko naredi zatiranje. On, Rebula, je sam rekel, da se je tako trudil prav zato, ker mu je bila slovenščina, glede jezika, ker mu je bila slovenščina prezrevedana. No, v knjigi Iz goriške preteklosti, ki je išla leta 2001, si Tina objavila eno izjemno zanimivo študijo o rokopisih v slovenskem jeziku na Goriškem od 16. do nekako 20. stoletja. Prej sva govorili o rokopisu, o Atensovih rokopisih, ampak imamo še prej, v 16. stoletju, dva zelo zanimiva rokopisa. Eden je religiozne narave, drugi pa svetne narave. Bi mogoče kaj povedala? No, rekla bi samo to, da je tudi rokopisna gradiva prav na Goriškem in v goriških arhivih še zelo veliko in da je bilo treba to samo poiskati in pobrskati. Jaz sem enkrat nekje, se ne spomnim, v katerem arhivu, sem nekaj dobila čisto na tleh, spodaj pod, in sem pogledala in je bil rokopis, ki sem je potem tudi objavila, se ne spomnim. Telefoniške deli? Ne, mislim, da je to drugi, ne vem, se ne spomnim. Na vsak način, glede tega, sem prepričana, da bi bilo treba to raziskovati in da bi morda mlajši, morda tudi študenti, zakaj še diplomsko nalogo še naprej lahko. Ja, od teh dveh rokopisih, ki sem jih že omenila, se mi zdi zanimiv ta rokopis nekako svetne narave, kjer gre za prisego vdanosti goriških stanov, je res, svojemu vladarju. To je iz 16. stoletja, iz druge polovice 16. stoletja. In ta prisega je v treh jezikih, če se ne motim. To je vse objavljeno. Ja, v slovenščini, v italijanščini in v nemščini. In seveda, za nas je to velika dragocenost, preprosto zato, ker je to jasen dokaz o prisotnosti slovenščine tu, v tem prostoru. In verjetno ja, je vse to moje zanimanje prav vezano na to. in vezano predvsem na to, dokazati, da smo bili Slovenci prisotni od nekdaj. Navsezadnje je tudi Gorica, tudi ime Gorica. Kdaj se je pojavilo to ime že Gorica? Že? Leta 1000, ne? 1001. Se pravi, da je pravzaprav ime Gorica najstarejše ime nekega slovenskega mesta. In preslovensko tudi. In slovensko. Ker je Gorica pomeni Goriški. Ja. Malo goro. Ja, malo goro, ja. No, v tej knjigi, ki obsega vrsto študij o Goriški, vrsto jezikovnih, literarnih in kulturno-zgodovinskih tem, imamo tudi neko zelo zanimivo raziskavo, tvojo raziskavo o Valentinu Staniču. Ti si ga v knjigi zelo izpostavila in zelo poudarila njegov pomen. Zakaj se ti zdelo? Naša literarna zgodovina ga je nekje odrinila, popolnoma pustila ob strani. Ja, Valentin Stanič je eden teh velikanov, bi rekla, primorskih. In za svoj čas. To smo zelo pomemben. In tudi to me je tako prevzelo, da sem se potem lotila tudi njegovega življenja in dela in
njegovem delu, on je bil, njegovo delo je zelo mnogovrstno, ne? On je bil, napisal je prvo, če se ne motim, prvo pesniško zbirko tukaj na Goriškem, ne? Iz leta 1822, ne? No in bil je med drugim tudi arhivist, ne? Vsestranski kulturni delavec, pa tudi prevajalec. In lahko rečemo, da je v nekem smislu postavil temelje kulturnega in političnega življenja na Goriškem v predmarčnem času. Bil je pa Pinku, razsvetljen. Zanimivo je tudi, da je on prvi začel povezovati ta prostor s osrednjeslovenskim prostorom. In da je, recimo, vzpostavil stike s recimo intelektualci v osrednji Sloveniji, med temi tudi celo Ščopom, pa Metelkom. In poleg tega si v tej študiji omenila nekega drugega razsvetljenskega intelektualca in duhovnika, to je Matijo Vrtovca. Kaj bi o njemu? Vipavec je. Zanimiv človek, izredno izobražen. In on je pa povezan s Prešernom. V kakšnem smislu? Tisto velika trta, ne? Ja. Zdi se, da je navdihnila je Prešerna, njegova razprava o vinski takti. Ne boste verjeli, ampak je res. Tako da je Prešeren se navdihnil prav pri Vrtovcu in napisal potem Zdravljico. Zdaj bi pa prosila Olgo, da bi prebrala najprej odlomek o Atensu, prej sem pozabila je reči, in nekaj tudi o Staniču iz knjige. Pri oblikovanju svojih pridig posveča Atens večjo pozornost jasnosti sporočila in miselni podlagi, kako njihovi zunanji podobi. Vsebina je precej tradicionalna. Najpogosteje razmišlja o življenju in smrti, o grehu in sodbi, o božji milosti in usmiljenju. Tudi družbena vprašanja in probleme sodobnega človeka vrednoti v luči teh danosti. Nenehno opozarja, kako je odpoved grešnemu življenju jamstvo, dvostranske in onstranske sreče. Vsakršne nesreče in preizkušnje pojmuje kot božjo kazen, trpljenje samo pa mu je pot k zveličanju. Del svojih naukov namenja krščanski vzgoji otrok in mladine, goreče priporoča bratovščine in tako naprej. Skrb za zveličanje duš je konstantna v njegovih pridigah. Kakor je v tem pogledu odločen in nepopustljiv, tako je do svojih precartanih ovčic tudi ljubezljiv in očetovski. Pridige so spretno zgrajene in zaokrožene celote. Pogostni so krajši in daljši pripisi, ki vsebujejo priporočila, svarila in prepovedi. Govor je o neprimerni ženski noši, vraževernosti, nespoštovanju cerkvenih zapovedi. V naslovih in v besedilih pisec mnogokrat navaja Sveto pismo. Navaja ga prosto ali dobesedno. Ker se je Atensova izobrazba izoblikovala v kulturnem vzdušju, ki ga je v precejšnji meri obvladoval barok, je tudi njegova pridiga v zasnovi še vedno baročna, v izpeljavi pa že bolj klasično umirjena. Kljub neprikritemu prizadevanju, da bi bil prepričljiv, Atens poslušalcev ne želi pritegovati z lahkotnimi zgodbami in humorjem, kako na primer Svetokriški. Od časa do časa ga prevzame pridigarski zanos, po večini pa ostaja zadržan, kar je najbrž treba pripisati tudi njegovi izobrazbi in položaju. Brez pretiranega sklicevanja na svoje škofovstvo,
da je vendarle čutiti avtoriteto, ki mu jo nalaga. Atemsove slovenske pridige so postale del slovstvene tradicije, ki se je v slovenskem prostoru, tudi zahodnem, razvijala od konca 17. stoletja dalje in ki se je ohranila v številnih rokopisnih in tiskanih besedilih. Odlomek je iz Atemsove slovenske pridige. Je pa še tisti odlomek o sedeju, ne o Staniču. Najzanimivejši in najpomembnejši osebnosti goriškega prepoveda Valentinu Staniču sta slovenska kulturna in še posebej literarna zgodovina, zlasti novejša, odmerili pravo mesto. Literarni zgodovinarji se v glavnem strinjajo, da Staničeva slovstvena dejavnost, kakor je zapisal Jože Pogačnik, nima umetniških pretenzij. V sestavu njegovih celotnih prizadevanj pa je pomensko obogatila ljudsko miko in razširila ideje slovenskega preroda tudi po goriškem in primorskem. Vendar se zdi, da bi bilo mogoče ob natančnem pregledu in preučitvi njegovih spisov, poeziji in prozi, pa še njegove korespondence in drugih rokopisov, izdelati natančnejšo in celovitejšo podobo tega navdušenega razsvetljenca, zglednega človekoljubla in skrajnega branitelja narave, ki je s svojim življenjem in delom žlahtnil duhovniški poklic in narodno pripadnost. Zraven tega bi bilo mogoče ovreči ali omiliti to in ono površno, morda celo preostro oceno, na primer Kidričevo trditev, da je Stanič, navajam, poznal kranjski literarni jezik, toda ni pazil niti na jezikovno čistočo, niti na doslednost, ter je daleč za razvojem na Kranjskem. Konec navedka. Tudi oznaka veseljaški pedagog je za Staniča precej omejevalna. Prav tako ni prepričljiva misel, da za slovensko celokupnost ni pomenil skoraj nič, za slovensko ljudstvo v primorskem okolišu, a zlasti v Kanalski dolini pa izredno mnogo. Kakor sta medla oziroma napačna pojma primorski okoliš in Kanalska dolina namesto Soška dolina, tako je težko sprejemljivo mnenje, po katerem se Staničeva vloga in pomen vežeta v glavnem na Goriško. Popolnoma jasno je, da je kulturno prizadevanje še tako obrobnega dela narodove skupnosti v prid celotni narodovi kulturi. 100 let po Staničevi smrti objavljena literatura o njem dokazuje, da je njegov lik preživel čas in da je lahko zanimiv tudi za slovenskega človeka našega stoletja. Staničeva literarna vnema je izraz njegovih preroditeljskih in vzgojnih prizadevanj. Njegovo pisateljevanje in pestikovanje nista imela posebnih pretenzij, bila sta mu sredstvo za uresničevanje postavljenih ciljev, med katerimi zlasti v pesmih izstopata skrb za kmeta in vzgoja mladega rodu. Jeziku res ni namenjal potrebne pozornosti. Poglavitna mu je bila uporabnost besedila in če je šlo za pesem, tudi njegova spevnost. Zavedal se je svojih pomanjkljivosti in jih tudi priznaval. Staničevo slovstveno delo ohranja svojo vrednost in je še danes zanimivo bolj zaradi vsebine kot zaradi oblike. V jezikovnem pogledu pa nudi pestro podobo pisane in govorjene besede na zahodnem robu slovenskega prostora v obdobju narodnega preroda. Odlomek iz goriške preteklosti. Hvala lepa. No, v knjigi iz goriške preteklosti me zanimala in tudi pritegnila študija o pogledih Škofa Sedeja na Pregljevo pripovedništvo. Zanimala zakaj? Predvsem zato, mogoče boš ti povedala, zato, ker je Sedej izredno strogo ocenil Pregljevo delo, predvsem dve deli. Matkovo Tino, novelo Matkova Tina in Plebanusa Joannesa, če se ne motim. In sicer
obsodil je te dve deli, oziroma nasploh Pregljevo delo, ne, tako v moralnem in tudi v celo umetniškem smislu. Ne. Duhovniki so na to reagirali precej ostro, na te Šedejeve besede. Ne. In sicer v prvi vrsti filozof Aleš Ušeničnik, ne, in pa tudi Breznik, ne, če se ne motim. Ne. Kako, zakaj, s kakšnimi argumenti so nastopili proti Šedeju, ki je bil velika avtoriteta, ne, v Nemci? Spominjam se Šedejevega simpozija v Rimu in takrat sem imela referat o Šedejevih pogledih na Pregljevo književnost. In meni se je zdelo, da je Šedej, kaj bi rekla, skoraj pretiraval v svoji vnemi, da je tudi delal krivico Preglju. In spominjam se, no zdaj se točno ne spominjam vsebine celega referata, vendar da se spomnim samo to, da mi v Rimu ob koncu mojega referata je stopil k meni škof Pirih in mi je za ta referat čestital. Meni se je zdelo to izredno pomembno in zato sem, ampak tudi o tem, ko smo prej govorili o Adamsu, mislim, da je tudi o Preglju in Šedeju, sploh o Šedeju same, ki je bil res zelo velik škof, pomemben škof, zadnji škof slovenskega rodu, v Gorici nad Škof, da bi bilo treba tudi to še pogledati. Ja, v tej študiji me je presunila misel, tvoja misel, in sicer to, da tako ostro si zapisala, če se prav spomnim, ni niti Mahnič obsodil Gregorčiča. Kakšna razlika je to, recimo, s kakšnimi argumenti je nastopil Mahnič in s kakšnimi Šedej. Šedej, sem rekla prej, je obsodil Preglja tudi v umetniškem smislu. Medtem ko Mahnič, mislim, da... Če se ne motim, je potem Gregorčič izrazil željo, da bi se enkrat srečal z Mahničem, potem. Ampak Mahnič tek ni želel. Ja. Ampak tega ni prišel. Mislim, da je prav Gregorčič sam čutil. Ampak jaz sem imela občutek, da je Mahnič obsojal Gregorčiča predvsem iz moralnega zornega kota, ne pa umetniškega. Medtem ko je Šedej zavrnil Preglja kot umetnika in pa motile so ga predvsem, motil ga je predvsem njegov prikaz Plebanusa in pa Matko Latina. To je novela, ki jo gotovo vsi poznate. Ena njegovih najboljših novel. No, v knjigi iz primorske preteklosti, si pa objavila študijo o Petru Kupljeniku v slovenski literaturi. Kaj bi povedala o tem? O tem liku in o tem, kako so prikazali tega heretika, zanimivega heretika naši pisatelji. Jaz bi rekla, kar sem že povedala tudi na
te priložnosti, da me je, ko sem se v Rimu, sem si hotela ogledati prostor Campo di Fiori, kjer je kupljenik, kjer so kupljenika umorili. In da me je to tudi zelo prevzelo. In tudi kupljenik, verjetno kupljenik ali kupljenik, nekateri izgovarjajo, naglašajo kupljenik. Sama pa vem, da so v tistem kraju, kjer je na Gorenjskem, kjer je in kraj se imenuje, govorijo domačini kupljenik. Zato se mi je zdelo, da je kupljenik bolj. Tudi to je izredno zanimiva figura, premalo znana in zato sem se večkrat rada pomodila pri njej in marsikaj. Ja. Zanimivo je predvsem to, da je na podlagi oziroma pod vtisom njene študije o Petru Kupleniku Alojz Srbula napisal novelo o tem protestantskem heretiku v knjigi Arhipel, ki je pač zbirka novel. Mislim, da je to eden redkih primerov, da literarni zgodovinar, mislim, redkih primerov v slovenski literarni zgodovini, da nek literarni zgodovinar spodbudi pisatelja, da napiše na neko določeno novelo ali takoli. In v resnici je Bulat napisal svoje besedilo prav potem, ko je prebral tvojo študijo o tem izjemnem človeku, heretiku, ki je bil, kot smo slišali, zažgan v Rimu, na trgu Campo di Fiori, 5 let pred Giordanom Brunom. Kaj se ti zdi, da v tem delu, v tej noveli, Rebulovi noveli, daje pač pisatelj prednost svoji imaginaciji ali zgodovinski resnici? Kaj bi rekla? Bi rekla, da predvsem zgodovinski resnici. Ja. In kar zadeva Kupljenika samega, sem to večkrat omenila, kje in tudi priporočala, da bi tam nekje, prav na tem Campo di Fiori, da bi morala biti tam vsaj ena spominska plošča, ki bi recimo možne mimoidoče seznanjala s to zgodbo in s tem pač človekom, Slovencem v rodu, blizu Tibere, prav blizu, teh mostov, ki peljejo pa tu do Vatikana, takem središčnem delu Rima. Mogoče se bo kdaj to zgodilo. Ne vemo. No, samo še eno vprašanje v zvezi z zadnjo knjigo. In sicer, to je Goriška knjiga, ne? To je, mislim, da je to neke vrste suma tvojih raziskav o Gorici, ki, kot smo že povedali, prej Gorica nosi najstarejše slovensko mestno ime, ne? Tukaj sem zasledila, da si med avtorji da pač knjiga prinaša med avtorji tudi nekaj italijanskih piscev oziroma zgodovinarjev, enega zgodovinarja, enega pisatelja, enega intelektualca in umetnostnega zgodovinarja. Prvi je Sergio Silvano Gavrazza, drugi je Fulvio Domizza in tretji je Sergio Tavano.
Kako to, da si vključila te avtorje v Goriško knjigo? Če so na Korsi, moram povedati. Ja, to se pa še prejšnjo, ne? A tudi tukaj, mislim, da je, če so. Ker se mi zdi zelo pomembno, da se italijanski avtori ukvarjajo z našo preteklostjo, da o tem pišejo, da to, recimo, če so Makor, če vzameš, ali pa tudi druge, da se v zvezi z jezikom, da se zanimajo. In to. Ja, jaz mislim, da je tukaj razlika med Trstom in med Gorico, ker na zadnje v Trstu ne vem, če bi našli dosti intelektualcev, italijanskih intelektualcev, ki bi posebej pisali o slovenskih, recimo pisateljih, avtorjih, ne? Kot je recimo Sergio Tavano, ne, tu obravnaval, ne, ali pa... Zakaj si pa Fulvia Tomico vključila v Goriško knjigo? Ima zelo kratek članek, sicer bo zelo lep. Ja. In no, da se to še ne spomnim. Še ne spomniš, ja. Aha. No, Cavazza pa je zgodovinar, ne, ki je raziskoval pač tole zgodbo o Petru Kopljeniku in našel v knjigi marsikaj zanimivega in sicer tudi podatek, da je bil v tej rimski ječi, ne, zaprt in potem zadan na tistem znamenitem trgu, ne. Zdaj bi pa prosila Olgo, da bi prebrala odlomek o Kopljeniku in potem pa še o Gorici. Kopljenikova ulovitev, ječa, beg in pozneje usodni trenutek, ko so ga ponovno zajeli, so noveli samo nakazani. Plovbo po Jadranu proti Anconi je pisatelj razgibal z dogodkom, ki bi bil lahko imel drugačne posledice za samega Kopljenika. Njegovo spremstvo je namreč padlo v razbojniško zasedo. Ladja se je rešila s plačilom odkupnine. Rebulova pripoved je osredotočena na leta, ki jih je Kopljenik preživel v rimski ječi. Kot dober poznavalec humanistične kulture in zgodovinskega razpravljanja, pa tudi življenja in dela nekaterih Kopljenikovih sojetnikov, zlasti obeh filozofov Tomasa Campanelle in Giordana Bruna, si je lahko privoščil marsikatero možno in resničnosti podobno izmenjavo mnenj med njimi. Razumljivo je, da sta italijanska filozofa v pogovorih presegala Kopljenika, vendar pisatelj pri njem vseskozi poudarja njegovo preudarnost in resnicoljubnost, zlasti pa iskreno predanost svojemu prepričanju ter s tem izravnava različno izobrazbeno raven med njimi. Ni mu bilo težko v domišljiji oblikovati dolge in zanimive pogovore, najprej med mladim dominikancem Campanello in našim Kopljenikom. Že pri prvem srečanju mu je sogovornik povedal, da je pred 2 letoma izdal knjigo Filosofia sensibus demonstrata. Kopljenik mu je priznal, da čista filozofija ni njegova strast in da mu več pomeni čisto življenje. Veš, pri filozofih me zanima predvsem eno, kaj mislijo o duši, ne koliko je, kako že pravijo kognitivna in sensitivna in take reči, kaj je z njo po smrti, to naj mi povejo. Galerija zgodovinskih likov v Rebulovem pripovedništvu se je s Kopljenikom obogatila. Svojo novelo je pisatelj zabrisal občutek nedodelanosti iz prvih 2 literarnih obdelav tega zgodovinskega motiva iz Aškrčeve in Budalove. Zaradi pomanjkljivih podatkov, s katerimi sta razpolagala v svojem času, je ostala njuna zgodba o Kopljeniku nedokončana.
Alojz Rebula pa je lahko poznal izsledke najnovejših raziskav in je Kupljenikovo zgodbo prikazal v celoti, v vsej njeni usodnosti in dramatičnosti. Ob branju Rebulove novele ima človek vtis, da je pisatelj Kupljenikov lik izdelal simpatijo in sočutjem za njegovo bridko usodo. Spretnim prepletanjem, razmeroma skromnih zgodovinskih podatkov in svoje bogate domišljije ustvaril pretresljivo zgodbo, tako da je Peter Kupljenik polno zaživel v slovenski književnosti. Odlomek iz primorske kulturne dediščine. Potem pa še mogoče to. Mesto Gorica, v italijanščini Goricija, v nemščini Görz, v furlanščini Gorica, leži danes ob zahodni slovenski meji, na ozemlju italijanske države, z geografskega vidika na robu predalpskega hribovja in na levem bregu Soče. Ime tega mesta je slovenskega izvora in je v pisnih virih izpričano že leta 1001, ko je dal nemški cesar Oton III. V darilni listini zapisati, da poklanja oglejskemu patriarhu polovico naselbine, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica. Gre za naselbino ali vas, ki je bila tedaj na Griču, to je na Gorici, kjer je danes starodavni grad. Lahko rečemo, da je Gorica najstarejše slovensko mestno ime. V srednjem veku so mestu in njegovemu okolišu gospodovali grofje nemškega rodu. Na začetku 16. stoletja, v času nasledstvenih bojev za dediščino goriških grofov, se je Gorice za nekaj mesecev polastila Beneška republika. Nato je prišla Goriška pod Habsburžane in je ostala v mejah avstrijskega in pozneje avstro-ogrskega imperija do njegovega razpada leta 1918. Na kulturni razvoj goriškega mesta so že v preteklosti vplivale zgodovinske razmere in lega na stičišču različnih narodov. Še v 19. stoletju so se v Gorici uporabljali 4 jeziki, danes pa se o prevladujoči italijanščini ohranja še slovenščina. Nemščina je začela upadati kmalu po razpadu avstro-ogrske monarhije, furlanščina se je začela krčiti v novejšem času. Ohranja se v neposredni bližini na desnem bregu Soče. Že v drugi polovici 19. stoletja je postala Gorica eno izmed pomembnih središč slovenskega kulturnega in političnega življenja. Od preloma stoletja dalje je slovenska kultura začela doživljati pravi razcvet. Na goriških višjih šolah so študirali bodoči slovenski literati, likovni umetniki, glasbeniki, pravniki. Do prve svetovne vojne je v Gorici izhajalo skupno okoli 20 slovenskih časopisov in več odmevnih revij, med njimi Cvetje z vrtov svetega Frančiška, ki ga je urejeval in zanj pisal jezikoslovec Stanislav Škrabec. Vitalnost goriške narodnostne skupnosti se kaže še v drugih dejavnostih, razvejanosti društvenega življenja, v založništvu, v gradnji vzgojnih zavodov, kulturnih domov in podobnega. Mnogo pridobitev iz tega časa je uničila Prva svetovna vojna. Strahovite soške ofenzive in dolgotrajni spopadi so razdejali mesto in njegovo okolico, prebivalstvo je množično zapuščalo svoje domove in odhajalo v begunstvo v notranje slovenske in italijanske pokrajine. Po vojni je prišla cela Primorska za 4 stoletja pod kraljevino Italijo. Fašistična diktatura je skušala z načrtnim raznarodovanjem izbrisati slovensko prisotnost na tem ozemlju. Obdobje med svetovnima vojnama je bilo za primorske Slovence najtemnejše v njihovi zgodovini, saj je bil tedaj ogrožen njihov obstoj v narodnostnem in jezikovnem pogledu. Z odločnostjo in trdoživostjo so se upirali nasilju in za ceno velikih žrtev ohranili svojo identiteto in svoje dostojanstvo. Druga svetovna vojna je povzročila tudi tej deželi boleče rane. Nova povojna razmejitev je res da omogočila zložitev velikega dela slovenskega etničnega ozemlja,
Toda Gorico z najbližjo okolico, z ozkim pasom Brd in Goriškega krasa, je dodelila Republiki Italiji in jo tako odtrgala od naravnega in zgodovinskega zaledja, to je od Soške in Vipavske doline, od Brd in Krasa. Kljub novo nastalemu položaju si je okrnjena narodnostna skupnost postavila dovolj trdne temelje za nadaljnje delo v šolstvu, kulturi in politiki. Onstran državne meje na slovenskem ozemlju so po vojni zrasla nova naselja in se kmalu razrasla v sodobno mesto Novo Gorico. Z bližnjih gričev in hribov je lep razgled na obe mesti in zdi se, da je Novo samo podaljšek starega, čeprav ju zaenkrat še loči meja, kar se da odprta, a vendarle meja med dvema državama. V ta geografsko-historični okvir bomo v splošnih potezah zarisali literarno podobo Gorice, kakršna se je izoblikovala v delih slovenskih pesnikov in pisateljev, ne samo tistih, ki so bili ali so z Goriško kakorkoli povezani, temveč tudi besednih umetnikov iz osrednjega slovenskega prostora ali stržaškega. Navdihnil jih je zgodovinski dogodek, kratek obisk mesta ali drugačen stik z njim. Srečko Kosovel je na primer na enem izmed svojih obiskov pri goriških prijateljih zložil preprosto 6-vrstično pesem, ki se je ohranila v dodatku k njegovemu zbranemu delu. V njej je podoba Gorice samo skicirana. Sonce, sonce, sonce. Na soncu cesta, po cesto reka, modra reka, sonce. Spomin na Gorico. Potlomek iz goriške preteklosti. No in s to besedo sonce bomo zaključili današnji večer in se zahvalili Lojzki Bratuš, da je prišla. Naj ob tej priložnosti povem, da je bila Lojzka ob vseh številnih dejavnostih tudi, če se ne motim, celih 10 let predsednica slavističnega društva Trst Gorica Videm in društvo, samo jaz sem zdaj nasledila njej kot predsednica društva, se želi ob tej priložnosti iz srca zahvaliti za vse njeno požrtvovalno delo v tem dolgem obdobju, ko je društvo predsedovala. Hvala.